Kaj prinaša zimska polna luna? Tako zelo bo posebna, da mislim, da je dobesedno dolgujem kot nekdo, ki analizira svetlobo, eno posebno video predstavitev, zaradi tega, ker nočem, da jo ti zamudiš, zaradi tega, ker dobrih stvari se preprosto ne zamudi. Zato sem ti pripravila to kratko video učenje, zaradi tega, ker tale polna luna, torej prva zimska polna luna, je zelo skrivnostna in marsikomu se njene moči izmuznejo. Jaz sem s to video vsebino poskrbela, da do tega ne bo prišlo. Okay? Rada bi ti jo predstavila zaradi tega, ker ta zimska polna luna, ki se bo zdaj dobesedno aktivirala na nebu, bo postala zelo močen prehod energij. Ampak takih skrivnostnih energij, ki se ne razkrivajo, pa ne zato, da se ne bi hotele, ampak mogoče se ne razkrivajo, ker vse splošno, zaradi tega, ker prihajajo na planet delati subtilno. Kaj da bi ti rekla, ko hočeš nekomu pomagati, pa nočeš sprejeti pomoči, pa si pa ti stric pa teta iz ozadja, ki ima nekaj dela, pa probaš nekomu pomagati. No, to je ena taka neka podobna stvar. Konec leta in ko imamo take definitivno zelo močne polne lune, bojo začeli prihajati v zimskem času, vedno njih vidimo, taka bolj specifična, bolj alkimistična in bolj magična bitja na planet Zemlja. Zato, ker je potem samo še eno leto, da se konča leto sedmice, ki je bilo karmično, ki je bilo naporno, ogromno je bilo neki, se vemo, izbruhov energij in tako dalje. In ob tej polni luni se bo dobesedno, ko se bo odprl ta portal, namestil dodatne čarodejske garde. Ampak zakaj ravno čarodejske? Zakaj recimo mogoče ne tukaj toliko angelske, čeprav jaz vedno pravim, da angeli vedno pride nekje zraven v kompletu, ampak zakaj recimo bolj čarodejske energije? Zaradi tega, ker čarodeji, magi so tisti, ki v bistvu delajo izjemne prehode energij iz eteričnega sveta v materialnega. Torej pomen magija je duhovni princip, ogromno ljudi se boji, ampak to res ni treba, tako iskreno povem, ker magija je v bistvu samo princip, ki vzame eterično, vzame svetlobo in potem uporabi orodja in tisto, kar poznamo na Zemlji, da to uporabi kot sidro, na kar te energije eterične na to pripne. In zaradi tega imajo recimo vsi magi, ki smo jih gledali po zgodovini, zato imajo tako dobre rezultate. A veš, kaj mislimo, ne? In zdaj bojo v bistvu taka magična bitja, ki so tudi tukaj bila nekoč mogoče inkarnirana, pa tako naprej, bodo prihajala na planet Zemlja zaradi tega, ker nam morajo pri določenih stvarih pomagati. Ogromno je neke frekvence popadali na planetu Zemlja v letu sedmice in to se predvsem, ko mora resetirati in dvigati, ne? Ampak zdaj, jaz vem, da bojo oni marsikaj delali, ampak jaz recimo, če enkrat slišim tako video vsebino, ne bi hotela biti samo opazovalka tega, pa ne oni dela kar časom, da bo v redu, ampak bi hotela z njimi tudi delati, zato da si ti osebno potem greš tudi v ful boljšo manifestacijo, kljub temu, da se bo delal na kolektive, tako naprej, da se ti priključiš tudi na te namere, razumeš, in da si zagotoviš boljšo manifestacijsko pozicijo, a ne? Tako da zdaj 27.11. Nekateri sicer boste to močno začutili in boste z nami na meditaciji in to ti tudi priporočam in te toplo vabim, ker sem res pripravila zelo mističen dogodek na spletu, ful bo lep, pa lepo darilo tak z 9 runami. Poglej si sama, kaj sem pripravila, ne? Sem pripravila, ampak mogoče tudi, če boste sami delali, ampak na čem hočete delati. Poklicati vsa ta bitja, ki bodo takrat močno prisotna, uporabiti vzvod polne lune in priklicati njihovo zavest in si jo sposobiti z namero, da v bistvu v vsej tej kolektivni zgodbi, ki je bila težka v letu 2023, da vi sebe dvignete na to frekvenčno gledano, zaradi tega, da se vam naredi boljša pozicija za leto osmice, ki prihaja. In karkoli boste na tak večer, torej 27.11. plus recimo vse tam nekje do 1. decembra,
kjerkoli tukaj nekje vmes boste delali, ali kakšen obred, ali kakršnokoli meditacijo, bi vam izjemno prišla prav. Ampak tematika, kar jo vi hočete tukaj delati, je sledeča. Ne? Recimo, Egipčani so to obvladali. Jaz sem si načeloma res brala egipčanske energije, tako da uneka pokliče boste pa z mano, da bomo delali na spletu, ker Egipčani so manifestacijo poznali res do vsakega kotička, ampak so bili tudi zelo samozavestni. Egipčani, pa ti njihovi vladarji, pa magi, to je bila moč, to je bila samozavest, to je bila pozicija, hrbtenica zravnana in tako dalje. Ampak oni, kaj pa mogoče ne boste z nami, čeprav to bilo priporočam, pa dajte delati na tem. Torej, če boste takrat kakršnokoli duhovno tehniko uporabljali, to pomeni, da hočete delati na osebni moči, na razkrivanju skrivnosti. Če se vam je karkoli skril, če karkoli v ozadju delali proti vam manifestacijsko, pa se vam sanjali, da vam kdorkoli pošilja negativne energije, pa tako naprej. To je treba spraviti na plano, zato da tudi fizično potem umaknete to iz svoje energije. Potem, da aktivirate darove preroštva, jasnovidnosti, zato da boste vi znali prepoznati priložnosti, ki se vam bojo slikale pred očmi, da boste znali manifestirati in tako dalje. Jaz sem konkretno za meditacijo 27.11. pripravila modela prav neko tako obredno meditacijo, kjer se bo aktivirala prav ena taka starodavna egipčanska zvezda Obiljaje in jo bomo priklicali noter v meditaciji, in jo bomo aktivirali z 8 egipčanskimi božanstvi in res je fantastična. Jaz drugače to zvezdo učim tudi na beli magiji, ampak tam jo prav izdelujemo, pa celo zgodovino tukaj ne rabimo tega, tako da mogoče bo nekoga tudi, kmalu se začne po novem letu, tečaj bele magije, toplo priporočam, da si to, če te tole zdaj poklicali, tudi pogledaš, pa da se parjavaš, pa neke obredne sklede za zaščito izdelujemo in jaz ti vse to pošljem na dom in tako dalje. No? Ampak tudi, če boš samo na meditaciji, torej bomo želeli na tem delati, da predno pridemo v leto osmice, veš, da imaš to moč, to pozicijo, da znaš videti stvari, ne pa, veš, da vsaka ti servira informacije, se lahko zmedeš, kot zajec sredi džungle. A veš, kaj mislim? Ne, zato, da ti je jasna pot, da vsak trenutek ti lahko prideš v stik s tem, kaj je tvoja duša rekla, kaj so tvoji vodniki rekli, da te ne spravlja, kar pa da te malo meče ven iz manifestacijske poti, ko je bilo leto 7, ki je absolutno leto iluzije. Meni je recimo tale polna luna, ki pride, ona je meni čista direktna pot, avtocesta dobesedno do Obilja, do tega, da veš, kaj ti zmoriš, kaj ti lahko narediš, kaj lahko ti aktiviraš, da se ne pustiš več zmez, da ne pustiš, da vsaka ima 5 minut časa, te kar spravi iz svoje poti in ti ne da dovoljenje, da tebi kaj uspe in tako dalje. Okay? Vse to bo prinašala, torej taka bolj mistična, je malo bolj skrita, ampak če delaš z njimi, če se preklopiš na te energije, ti vse to postane jasno, pa toliko bolj se počutiš in seveda se ti odpre manifestacijska pot. Priporočljivo. Tako da vse to in še več. Seveda pa tudi prihajajo ostale lepe meditacije v mesecu decembru. Pripravili smo jih kar veliko in vse so take zelo posebne in mistične. To pa ti dovolim, da raziščeš sama. Tako da se te veselim, če se vidiva in naj bo polna luna, ta mistična, na tvoji strani.